Lepo pozdravljeni. Agencija za okolje je zaradi pričakovane velike količine padavin za danes za večji del države razglasila največjo stopnjo vremenske ogroženosti, no za hidrološko ogroženost pa velja oranžna. Do sobote namreč lahko ponekod pade tudi do 300 litrov na kvadratni meter. No in glede na vremenske napovedi je bil tudi v Slovenj Gradcu, konkretno v mestni občini, sklican razširjen sestanek štaba civilne zaščite, ki so dejansko dvignili svojo pripravljenost. V ta namen besedo predajam županu, kot tudi svetovalcu za reševanje ob požarih, poplavah in drugih vremenskih nevšečnosti. Torej pravkar se je zaključil razširjen sestanek štaba civilne zaščite. Kakšen je bil torej povod za to srečanje in kaj ste nenazadnje na srečanju torej zaključili? To je bil eden rednih sestankov štaba civilne zaščite, vendar je bil zdaj razširjen zaradi tega, ker v jesenskem času je možnost poplav še večja. V teh časih imamo izkušnje iz preteklih let, lahko pričakujemo večje vode in prav je, da se sestanemo, pregledamo situacijo, kakšno je stanje vodotokov. Imeli smo torej razširjen sestanek, bil je tudi predstavnik VGP-ja, to je družbe, ki ureja naše vodotoke, in tudi poveljnik štaba regionalnega štaba civilne zaščite, tako da smo širšega zornega kota pregledali stanje, varnostno stanje glede poplavne ogroženosti in pripravljenosti gasilcev vseh služb, ki so pač takrat, ko pride do težav, tiste, ki izvajajo ukrepe. In kakšno torej dejansko stanje torej vodotokov? Torej, glavni vodotoki Mislinja, Suhodolnica so v večji meri posanirani in mislim, da zdaj tam prebivalci niso tako ogroženi, kot so bili pred leti nazaj. Je pa večja nevarnost tistih področij, kjer so hudourniki. Pred meseca imamo izkušnjo Trobelšice, ki je v trenutku narasla in poplavila nekaj hiš, naredila veliko škode na infrastrukturi. Ampak verjetno te nevarnosti ne moramo čisto preprečiti, ker teh hudournikov ne obvladamo nikoli dovolj dobro. Lahko sicer očistimo te mostove, področje pod mostovi na tistih delih, kjer se zadržujejo razne stvari, ki jih voda prenese in to že malo pripomore k večji pretočnosti, vendar tudi usedalnike, ki so na teh hudournikih, čistimo. Večji del je že upravljenega, zdaj se čisti tudi zarastje. In jaz menim, da če ne bo res prehudih nalivov, ne bo tudi nekih škod zaradi naraslih voda. Torej, konkretno izpostavili ste en vodotok, ki je torej na nek način še kritičen. Se pravičujem, v četrtek so že napovedane pravzaprav ne poplave, ampak padavine. Pa me dejansko zanima, je torej samo ena kritična točka ali jih je torej na Koroškem več kritičnih, več takšnih? V naši občini je kritičnih točk veliko. To so hudourniki, plazovita področja, potem pa seveda Mislinja in pa Suhodolnica. In te nevarnosti bojo vedno prisotne. Zato je najbolj prav, da se pač pripravimo, kolikor se moremo, torej gasilske enote, vsi tisti, ki sodelujejo v tem reševanju in pa, da se tudi vsi, ki živimo na teh ogroženih področjih, pripravimo sami. Da si ljudje nabavijo vreče, da se nabavijo morda tudi te protipoplavne balone, ki so veliko boljši od vreč, so hitro napihljivi in zajamejo ali pa zaščitijo pred vdorom vode, da se nabavijo tudi drugo opremo, ki je potem potrebna, da se zaščiti vdor vode v hišo in s tem se da veliko škode preprečiti. Vsega namreč gasilci ne morejo zagotoviti v tistih časih, kjer so pač povsod na terenu in enostavno jih ni dovolj. Zato bomo tudi pozvali vse občane, da se zdaj v tem času še posebej pripravijo. Vreče so na voljo, pesek je na voljo, povedali bomo, kje se dobijo te stvari in pa da se torej občani maksimalno sami pripravijo na morebitne poplave. Torej konkretno, slišali smo že lahko od gospoda župana, da je pravzaprav prva stvar, da se ljudje tudi sami zaščitijo pred deževjem. Tudi nekaj idej je nam že župan podal, pa vendarle sprašujem tudi vas konkretno, kaj lahko vsak posameznik stori? No, jaz bi tu rekel, da vsak posameznik ne poskrbi nekaj stvari tudi za sebe. Predvsem v močnem deževju bi naj vsak imel neke vrečke, da bi založil, prav tako tudi kako purpeno, da bi vrati zaščitu, dokler da pridejo gasilci, da lahko pridemo z gasilsko tehniko in pomagamo našim občanom v krajanom. Kdaj je torej pravi čas, da se kliče gasilce? Pravi čas, da se pokliče gasilce čim prej, ampak dejansko
za vsako malenkost ni potrebno, kar lahko pravijo krajani sami poskusijo, ko pa začne že preveč zalivati, pa pokličejo gasilce, da lahko pride za našo gasilsko tehniko. Koliko pa je dejansko recimo posameznikov, ki pri intervenciji torej sodeluje, ki je pravzaprav sploh na razpolago? Ja, pri nas v naši občini je na razpolago 215 gasilcev, to so operativni člani, ki jih imamo upisane v register, ampak dejansko to so tudi drugi prostovoljni gasilci, s tem, ker so pač na voljo. Okrog 700 do 800 pa lahko računamo vsakokrat. V četrtek so napovedane večje padavine, bržkone tudi vi spremljate vse te napovedi, torej morda kakšna beseda za pospremiti? No, v četrtek pravi, da bomo večje padavine. Jaz bi predlagal vsem našim krajjanom pa občanom, da se malo pripravijo okrog tega. Vrečke lahko vzavijo v gasilskih domovih, vrečke smo mi prevzeli in tudi jim damo, da lahko potem tudi pesek napolnijo in zaščitijo svoje premoženje. Konkretno župan je omenil še neke balone, sama nisem strokovnjak na tem področju, tako da bi vas prosila, torej, kaj je balon, kaj je vreča, kaj je bolje, kaj bolj priporočate, ne nazadnje? No, zdaj ni še 2 dni nazaj, ko smo prejeli balone, ti so baloni so pa tako narejeni, da se napolni z vodo in da se zastavijo pred strugo ali pa pred samim hišo. Te balone bomo zdaj še mi sami gasilci sprobali, da vidimo, kako to sploh deluje. In tako, ko bo treba posredovanje, bomo pa to nameščali pri naših občanih pa krajanih. Pri preprečevanju posledic morebitnih poplav se torej svetuje samozaščitno ravnanje, kar v praksi pomeni nabavo protipoplavnih vreč in tudi protipoplavnih balonov. Predmeti se naj v ta namen dvignejo v višja nadstropja. Primerno je potrebno zavarovati tudi električno instalacijo ter predvsem in v prvi vrsti zaščita in varovanje lastnega življenja. Še eno neprijetno novico vam moram posredovati, in sicer 4 učenci druge osnovne šole Slovenj Gradec so potrjeno okuženi s salmonelo. No, salmonelo se v Sloveniji na letni ravni okuži okoli 10 000 ljudi, najpogostejši vir okužb pa sta hrana in voda. No, praviloma je bolezen ozdravljiva, pri bolnikih s kroničnimi obolenji ali slabo odpornostjo pa lahko pripelje tudi do hujših zapletov. V ta namen besedo predajam ravnateljice druge osnovne šole v Slovenj Gradcu, ki je pripravila izjavo za medije. Vsako leto se v jesenskem času srečujemo z povečanjem izostankov učencev zaradi raznih virusnih obolenj. S tem smo se srečali tudi letos. O tem so nas obveščali starši učencev, prav tako smo dobili takšne informacije tudi strani šolske ambulante. Med jesenskimi počitnicami pa so nas strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ravne na Koroškem obvestili o pojavu okužbe s salmonelo pri 4 učencih naše šole. Raziskava je še vedno v teku. Takoj smo se povezali s strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Ravne na Koroškem in z upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter njihovimi inšpekcijskimi službami. Na šoli maksimalno izvajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in higiene živil po navodilih vseh sodelujočih strokovnih služb. Naša šolska kuhinja normalno obratuje, izdajamo normalno malice, kosila, tako da stvari so z te strani resnično dobro poskrbljene. S pomočjo omenjenih strokovnih služb, vseh delavcev šole, učencev in staršev situacijo dobro obvladujemo in v tem trenutku se vsem zahvaljujemo za pripravljenost k sodelovanju. Ko bojo dokončno raziskane vse okoliščine in ko bomo dokončno dobili vse pisne izjave tudi teh strokovnih služb, se vam bom z izjavo za medije zopet oglasila. Raziskava, ali so se ti 4 otroci salmonelo okužili torej na drugi osnovni šoli, bo kmalu končana, o čemer vas bom tudi sama seveda ažurno obveščala. No, moram pa pridati, da je verjetnost za to zelo majhna. Na drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu je namreč malico kar 542 otrok, kosilo pa 330 ljudi. No, sicer pa pristojne službe svetujejo, da smo starši otrok, ki obiskujejo torej drugo osnovno šolo v Slovenj Gradcu, pozorni predvsem na prve znake okužbe.
Ti so driska, vročina, bruhanje in tudi bolečine v trebuhu. No, izvedela sem tudi, da je pravzaprav najbolj pogost in dejansko tudi nevaren zaplet sama dehidracija, zato morajo bolniki res veliko piti. No, in če se na enem koncu Slovenj Gradca borijo s salmonelo, imajo na drugem koncu Slovenj Gradca, konkretno v Mladinskem kulturnem centru, opravka s plesnijo. Ja, še bolj neverjeten je ta podatek, če vemo, da se je Mladinski kulturni center svečano otvoril meseca marca 2012 in da so se s plesnijo prvič soočili že po dobrem letu dni. No, ali vzrok, po domače rečeno, šlampasta gradnja in kako bodo to plesen odstranili, pa županom in tudi z direktorjem Spoturja. Ker, bom rekel, takoj po poplavah, ki so bile pred nekaj leti, se je začel pojavljati ta problem v MKC-ju in stanje je bilo iz dneva v dan slabše. Začeli smo ugotavljati, čemu ta vlaga, čemu kasnejša ta plesen in ugotovili smo, oziroma raziskovali smo, no, kaj bi to bilo. Videli smo, da so te črpalke, ki črpajo to podtalnico, prenehale delovati in so tudi kot take bile nameščene zelo slabe. Bile so plastične z 10 kubikov na uro črpanja vode. Sedaj smo namestili novi 2 črpalki, kovinski črpalki z 40 kubikov na uro. Namestili smo še druge razvlažilce v prostore, se pravi ta ultrazvočni razvlažilec in vse skupaj lahko rečem, da je nekako pomagalo, da smo na pravi poti. Jaz saj upam, stanje se izboljšuje, stene se sušijo, plesen seveda je še kot taka ostala, ampak ne gre naprej. In jaz mislim, no, da ukolikor bomo sedaj prestopili, oziroma bo občina ali mi ali kakorkoli bo potekal dogovor in sanirali te obstoječe stene in nadaljevali z tem razvlažilcem, ga pustili v prostoru, redno kontrolirali delovanje črpalk, teh boljših, močnejših, jaz mislim, da bo prostor spet uporaben tako, kot naj bi bil. Določene prostore imate zaprte, tako da otroci nimajo dostopa do teh prostorov, tudi naša kamera pravzaprav ni imela dostopa, vendarle smo s prehodom recimo po kletnih prostorih tudi z kamero lovili še določene dele, kjer je dejansko vidna tudi plesen. Kaj konkretno nameravate, preden pride do tega, kar ste pravkar omenili, morda celo kletne prostore do tega trenutka zapreti? Ja, mi smo te prostore preventivno zaprli, predvsem zaradi samega izgleda in pa seveda tudi zaradi zdravja uporabnikov. Sicer kakih meritev ali karkoli nismo izvajali, no, da bi bilo to že zdravju škodljivo, ampak vseeno smo iz tonskega studia preventivno umaknili vso opremo, da ne bi napadla plesen, ker oprema ta elektronska, ki je v tonskem studiu bila nameščena, je kar nekaj tudi stala in smo jo res preventivno umaknili. Seveda pa smo prostore zaprli, no, da niso v uporabi. Prostori bi lahko bili sicer v uporabi, ampak tudi ta izgled vse to kazi. Jaz mislim prav, no, da smo naredili ta ukrep. Jaz mislim, da zdaj po tej sanaciji, ki jo bomo v kratkem naredili, bodo prostori spet normalno v uporabi. Še zadnje vprašanje, rokujete s kakšnimi informacijami, da je plesen škodljiva tudi za zdravje naših otrok? Ne, kakih meritev, ko sem že omenil, do sedaj nismo naredili. Plesen kot taka se nahaja najbolj v tem tonskem studiu, v ostalih prostorih plesni ni, v starih prostorih je pač enostavno odpadel umet zaradi vlage in tam jaz mislim, da zdravje škodljivo ni. Merili smo vlažnost v prostoru, ta ni nikjer presegla 60 teh procentov, kar mislim, da tudi je čisto normalna vlažnost za te kletne prostore, se pravi, da stanje se izboljšuje, to smo pred kratkim izmerili. Merili smo vlažnost v stenah, ki se tudi zmanjšala. Kar pa se tiče tonskega studija, tam pa je res prišlo do plesni na stenah, tam pa verjetno zaradi tega, ker so pač posebne močne obloge, lesene obloge in pa tudi sam tapison na tleh, ki pač kot take ne dihajo in da se zaradi tega, zaradi te vlažnosti, ki je bila pred kratkim prisotna, tudi posledično razvila ta plesen. Plesen je res samo v kletnih prostorih, tudi vlaga je samo v kletnih prostorih, tako da vsi drugi prostori so normalno uporabljeni in tudi jih uporabniki normalno uporabijo in ni, kot rečeno, kje čutiti ne vlage pa ne plesni v ostalih prostorih, ki jih uporabljajo.
Zdaj še nimamo natančne ocene stroškov sanacije kleti MKC-ja. Poročilo, ki ga je podal takratni vodja del in ki upravlja tudi nadzor, gospod Malek, v tem poročilu on navaja, da je vzrok vdora vode pravzaprav nedelovanje črpalk in vdor zunanje vode, vendar tudi po tistem, ko smo sanirali te jaške, iz katerih se črpa voda s črpalkami, je prisotna še vedno vlaga, še vedno vdor kapilarne vlage v notranjih zidovih in teh vzrokov torej nismo še odpravili in tudi ne vemo pravzaprav odkot ta voda prihaja, ali je dejansko prišlo do izliva zunanje vode ali prihaja iz temeljne plošče. In te meritve ali pa vzroke moramo še odkriti in potem seveda se lotiti sanacije. Če bo vzrok samo v vdoru zunanje vode in nedelovanju črpalk, potem bo sanacija enostavna, gre za prisilno izsuševanje in potem sanacija teh ometov. Tu mislim, da ne bi smelo preseči nekih 20.000 evrov, ampak če bojo pa vzroki bolj kompleksni, pa bo sanacija tudi precej zahtevnejša in dražja. Če sem pravilno obveščena, garancije torej ni nikakršne? Ne, garancije takrat izvajalec ni dal, tudi podizvajalci ne in seveda zato tudi rok je že potekel, zato se ne moramo zanašati na to, da bi nam te stroške pokril kdo drug, kot pa sami. Obstaja torej kakršnakoli pot, da se na nek način vendarle lahko nekdo odgovarja, ki je sprejel takšen projekt, torej govorim konkretno o bivšemu županu, vendarle je preteklo malo časa in dejansko so stroški sanacije? Iz izkušenj vem, da so te stvari težko dosegljive ali pa takšne, da bi jih lahko po neki sodni poti prišel do enega rezultata, zato skoraj gotovo lahko rečem, da ni možnosti, da bi kdorkoli tukaj kazensko ali pa odškodninsko odgovarjal. No, ker se je plesen pojavila v Mladinskem kulturnem centru, kjer se prvotno zadržujejo naši otroci in naša mladina, me pravzaprav čudi, da niso pristojni upravili dodatnih raziskav. Sploh če vemo, da se lahko za določeno vrsto plesni tudi okužimo in da se spore plesni prenašajo hitro in zelo enostavno. Zdaj pa še k prijaznejšim temam. Naša kamera je v tem tednu zabeležila kar 2 odprtja prenovljene ceste in sicer na relaciji Turiška vas. Zato vas vabim, da si ogledate nekaj utrinkov.
Filatelistično društvo Slovenj Gradec je konec oktobra izdalo priložnosti poštni žig, osebno poštno znamko in tudi dotis na kuverti, in sicer ob 140-letnici rojstva Franca Ksaverja Meška. No, ob tej priložnosti je na pošti Slovenj Gradec postavljena tudi enovitrinska filatelistična razstava, in sicer Slovenske cerkve na poštnih žigih in znamkah, katere lastnik je Izidor Jamnik iz Koroškega filatelističnega društva. No, poštni žig na simboličen način predstavlja Meškovo življenjsko delo, osebna poštna znamka z Meškovim portretom pa nam na nek svoj način torej prikaže njegovo pokončno držo ter predvsem narodno zavest. No, ob koncu pa še v Koroško galerijo likovnih umetnosti, kjer se v teh dneh, lahko rečem, razmišljujoče soočajo za zgodovino človeštva, ki je obenem tudi zgodovina neskončne želje po napredovanju, pa lahko govorimo ali za posameznika ali za družbo kot celoto. No, v galeriji Ravne bo torej jutri, v petek, otvoritev projekta Mikel Maše Jazbec, ki se prvotno ubada z vprašanji, kdo smo, od kje in kam gremo. O projektu sem spregovorila z direktorico Koroške galerije likovnih umetnosti, zato ji v ta namen predajam besedo. Koroška galerija likovnih umetnosti je v zadnjem času nanizala prenekatero sodelovanje. Nenazadnje smo bili priča torej sodelovanju z Nemčijo, v prihajajočih dneh pa sodelovanje z torej Delavskim domom Trbovlje. Torej sodelovanje z Delavskim domom Trbovlje smo zastavili v bistvu že v lanskem letu. Zastavili smo ga pa na način, da dejansko sledimo tej razstavni politiki galerije Ravne, ki predstavlja, bom rekla v narekovajih, vedno mlajšo generacijo umetnikov oziroma v bistvu neke aktualne umetniške produkcije. In vsekakor se nam je zdelo zanimivo, da dejansko se povežemo z inštitucijo z, bom rekla, drugega konca Slovenije, ki sledi podobni ideji, s tem, da oni imajo fokus, zelo močan fokus na intermedijski umetnosti. To se mi zdi en zanimiv pojav v sodobni produkciji in zaradi tega smo se dejansko odločili za to sodelovanje. Sodelovanje pa je potekalo na ta način, da sta v lanskem letu v Delavskem domu Trbovlje v njihovi galeriji razstavljala dva koroška umetnika, in sicer David Mencinger, ki se je na Ravnah predstavil za fotografsko razstavo, in pa Vesna Krebs, ki je bila tudi v Ravnah za to intermedijsko postavitvijo prisotna. Torej, v letošnjem letu gre to sodelovanje v recipročnost, pomeni, da se bodo tudi umetniki, ki nekako so v bližini Delavskega doma Trbovlje, če lahko tako rečem, bodo razstavljali na Ravnah. Prva umetnica, za katero smo se odločili, je Maša Jazbec. Gre za umetnico, ki se ukvarja dejansko z, bom rekla, hibridnostjo človeškega obstoja. Hibridnostjo človeškega obstoja zaradi tega, ker dejansko ona v svojih delih, oziroma konkretno v tem delu, ki bo na ogled na Ravnah, ki se imenuje Mikel, oziroma tako razstavi je naslov Mikel, kot tudi njenemu alter egu. Namreč razvija svojo podobo, ki jo potem dejansko spremeni na način, da postane, lahko bi rekli celo neka mešanica med človeškim, med organskim in anorganskim, med človekom in, bom rekla, nekimi gensko spremenjenimi organizmom. In potem dejansko ta alter ego razvija v bistvu oziroma ga spremlja od zarodka do, bom rekla, nekega popolnega razvoja.
To seveda umetnica doseže z dejansko predstavitvijo tega dokumentarnega materiala, na ta način to približa tudi obiskovalcu. Dokumentarnega materiala v smislu, da lahko obiskovalec vidi, kako se zarodek razvija, ne. Sam ta razvoj zarodka pa jo dejansko, sama pravi, fascinira tudi zaradi tega, ker je danes že pri tem razvoju zarodka je zelo veliko, bom rekla, tudi človeškega vpliva in vedno bolj postajajo tudi lahko, dejansko imamo že danes možnost genske manipulacije zarodkov, ne. In ravno to je tista problematika, ki umetnico zanima, in ta genska manipulacija, v bistvu kako daleč gremo, ne, kako daleč gre ta razvoj, kaj to prinaša, ali to prinaša v bistvu perfektnega človeka, ali to prinaša v bistvu neko novo vrsto, skratka, bom rekla, zelo znanstveno, bom rekla tudi malo znanstveno fantastike je v bistvu v tej razstavi, kajti gre dejansko za ta njen alter ego, ki pa je nekako simbol za vse nas, ne, za vse nas v prihodnosti, kot neka projekcija tega, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo. Zato se tudi ona sama pojavlja v tej razstavi kot v bistvu njena podoba, ki pa je spremenjena, ne, bodi si že črnimi lečami, malo barvno, dejansko zmanipulirana. Hkrati pa se poleg videov, ki sem jih omenila, in fotografij, predstavlja tudi z interaktivno postavitvijo. Interaktivno postavitev zaradi tega, ker dejansko tudi nekako neposredno vplete človeka v to razstavo na način, da ga sooči za svojo lastno podobo, ki se potem spreminja v njo. In to je v bistvu nek lep simbol na ta način, da dejansko pokaže, da smo v bistvu mi vsi danes že nekako vpeti v ta, bom rekla, nek krogotok gensko spremenjenih organizmov, vse, kar nas obdaja, tudi mi sami, ne, se dejansko skozi to spreminjamo. Torej zanimiva in definitivno aktualna tematika. Konkretno, kdaj bo razstava na ogled, torej kdaj je sama otvoritev, koliko časa si jo lahko ogledamo? Torej, otvoritev razstave napovedujemo za ta petek, to pomeni ob 6. uri zvečer. Razstava pa je na ogled v bistvu, bom rekla, krajše časovno obdobje, kajti je tehnično tudi zelo zahtevna in zaradi tega je na ogled do 23.11. To pomeni dejansko samo dobre 2 tedna, malo več kot 2 tedna, je pa definitivno vredna ogleda. V tem trenutku se od vas poslavljam ter vam glede na vremenske napovedi želim mirne in predvsem suhe prihajajoče dni. Pa srečno!